si ti Hana, si bila včasih kriptologinja? Živijo, jaz sem Hana in sem bila kriptologinja. Eno vabilo imamo zate. Prirejamo največji žur vseh kriptologov in bi bili res veseli, če bi prišla. To je pa super ideja. Najlepša hvala. Draga Hana, itak, da pridem. Kaj pa delate tukaj? Kakšen teren imate danes? V bistvu iščeva nekoga, ki nam bi lahko povedal kaj več o zemljevidih. Potem sta pa prišla na pravo mesto, ker pridita z mano. Hvala. Živijo. To so pa naši profesori, oni vam bojo znali več o zemljevidih povedati. A tukaj se torej učite vse o zemljevidih? Tako je. Poznamo več vrst zemljevidov, ki imajo tudi različna merila. Poznamo splošne zemljevide in poznamo tematske zemljevide. Pri splošnih imamo tudi različna merila. Večja merila prikazujejo manjše območje in več podrobnosti, manjše merila pa prikazujejo večje območje. Tukaj imamo recimo na celem zemljevidu celo Slovenijo prikazano, ampak seveda posledično ima prikazano manj detajla. Kakšni pa so to tematski zemljevidi? To so zemljevidi, ki prikazujejo nekaj posebnega, nekaj, kar ni recimo na splošnih zemljevidih ali pa dodano. Tukaj imamo en primer recimo turistične karte. Potem imamo primer mestne karte, ta je še na posebnem papirju tiskana, piši briši. Potem imamo primer planinske karte, pa tukaj je zelo posebna karta, ki prikazuje morje in takim kartam rečemo pomorske karte. Imamo pa tudi posebne, ki so za slepe in slabovidne, ki so tudi dajo tipati. To je pa kar zanimivo. Jaz iz tega zemljevida težko kaj predstavljam, tudi jaz. Ja, prav zaradi tega, ker si ljudje včasih težko predstavljajo na sami ravnini, kako svet izgleda. Geodeti uporabljamo tudi kakšne take malo bolj posebne prikaze, površja, recimo v temle primeru. Tukaj si pa dosti lažje predstavljaš, kako površje na nekem območju izgleda, ne? Ja. Geodeti znamo izmeriti obliko v temle primeru enega gradu in ga potem lahko s 3D printerjem natisnemo in si potem lahko zelo lepo predstavljamo, kako ta grad v naravi izgleda. S tem si pa že malo bolj lažje predstavljam. A ne? Je lažje? Imam pa še nekaj zanimivega za vaju. A si iz tega le predstavljate, kaj bi to bilo? Tukaj neko dvorišče. Nekakšna zgradba. Nogometno igrišče je. Ne, ni. Igrišče za tenis. Si težko predstavljamo, a ne? Ja. Kaj pa, če pogledamo na to, je pa potem veliko lažje, a ne? Grad je to. Evo, vidiš pa tukaj streho, a ne? Pa tukaj to okroglo streho. Ja, temu rečemo pa obogatena resničnost. In to lahko tudi takole obračamo, a ne? Nikoli ne bo gon. Tudi jaz ne, če ne bi imeli tega. Firpcologa, pogledajte še tole sliko. Kaj vidite? Gore! Wow, visoke so, ne? Ja. No, fripsologa, pridete še sem malo. Kaj mislite, da je tole? Peskovnik? Zakaj pa rabite peskovnik? Ja, to je pa malo poseben peskovnik. Wow. Poskusite malo spremeniti teren. Lahko naredite nov hribček ali pa novo dolino. A ta naprava kar sproti prepozna, kaj jaz vse to spremenim? Ja, kot vidiš, ima kamero in potem preko računalnika stalno pošilja nove slike. Zakaj pa to uporabljate? Uporabljamo za lažjo predstavo terena, ker imamo različne barve, različne plasnice in si lažje potem predstavljaš, kako izgleda vrh, kako izgleda recimo greben, kako se prikaže, kako je voda in tako naprej. Poskusite sedaj narediti nov hrib. Okej. Glej, spreminja se. Dejansko nastaja ognjenik oziroma vulkan. A bi lahko tudi lavo gor dodali? Lavo ne, lahko pa pogledamo, kako izgleda, če nad vulkanom pada dež. Kaj pa moramo narediti, da pada dež? Čim bolj razpriti prste, zelo razpriti tako je. Evo, malo ni. No, zdaj nastaja nekakšna In zdaj se je vulkan napolnil z vodo Počasi voda prihaja dol. in voda teče po pobočju dol. Wow. Pridite še sem, tukaj imam eno zanimivost za vaju. Tole je aplikacija Evropske vesoljske agencije in nam omogoča, da prikazujemo satelitske posnetke na interaktivni tabli. Tole je satelitski posnetek Aralskega jezera
in je izgledalo leta 77 takole. In leta 2020 tega jezera praktično ni več. No, Firpcologa, a sta zvedla vse, kar vaju je zanimalo? Ja.